Jaz mislim, da največja zanimivost je to, da je v bistvu nekako smo pri tem projektu uporabljali dve strategiji. Ena je v bistvu ponovna uporaba materiala in druga v bistvu izvedba objekta v lastni režiji. Zagotovo ima vsak izmed nas v glavi svoj sanjski dom. Tudi arhitekt, ki je oblikoval to čudovito hišo, se je približal svojim sanjam. A na drugi strani se vedno soočimo z kruto resnico, velikimi stroški. Nečemu se je treba odpovedati. A pa vendar, če uporabimo reciklirane materiale, pametno zasnujemo objekt in prosimo za pomoč prijateljev v samograditeljski akciji, se lahko bolj približamo svojim sanjam. Poglejmo, kako je to uspelo arhitektu. Moje ime je Jernej Grandon, prihajam z AG Biro 55 in danes vas lepo pozdravljam v projektu Reakcija. Tale hiša je resnično čudovita in človek bi kar obsedel tule v dnevni sobi. Kako se pa vi počutite v svojem novem domu? Zdaj živimo v tej hiši že približno 2 leti, tako da smo tudi dali že nekako 2 zime čez skupaj. In meni se predvsem zdi zelo dobro gledati, kako se skozi leto v bistvu spreminja to bivanje. Od svetlobe, ker imamo tukaj v hiši, je bolj ali manj vse pač senčeno z arhitekturo, tako da ni nobenih žaluzij in takih stvari. In v bistvu je zelo lepo gledati, kako se v bistvu tudi svetlobe spreminjajo skozi leto in pač letni čas in okolica seveda. Kaj bi pa rekli, da je koncept te hiše? Kako ste jo umestili na parcelo, kako ste razporedili prostore, kako ste konstrukcijo oblikovali? Nekako pač ja, osnovna želja je bila, da je v bistvu nekako stik s terenom. Hiša, to se pravi, bolj ali manj je pritlična hiša, tako da to je bil pač eden od razlogov. Drugo je pa, da je v bistvu ima objekt neko specifično orientacijo. Imamo v bistvu nekako jug, to se pravi pogledi na sever in pa v bistvu nekako želimo si povsem nekaj sonca v bistvu iz južne strani. Objekt je nekako v dimenziji 5x22 metrov notranjih in pa v bistvu nekako pritlične kvadrature nekje 110 kvadratnih metrov plus nekaj zunanjih lob. Se pravi, osnovni modul so opažne plošče, ki so nekako bile oblane z električnim obličem in nekako brušene in pa potem v bistvu premazane. In nekako one svojo dimenzijo narekujejo v bistvu modul plošče in hkrati tudi v bistvu vsi nosilne konstrukcije. Zdaj te opažne plošče so v bistvu bile vzpostavljene težkim gradbiščnim pogojem, zato so v bistvu te robovi poškodovani in nekako že med samo projektiranjem je bilo v bistvu nekako to premišljeno, da se v bistvu nekako naredi porezava teh plošč, da se te v bistvu šibki robovi v bistvu nekako poravnajo in pa nekako tako da v bistvu ta modul se nekako po celi hiši lahko ga zasledimo od teh oblog do pohištva in nekako povsod se nekako odslikava ta dimenzija plošč, ki so 50x2 metra. Hiša leži na pobočju, kako ste pa rešili temelje? Nekako objekt ima v bistvu temeljno ploščo, kjer je pa v bistvu na severni strani neka manjša konzola. Nekako je bila želja potem, da se v bistvu neka topografija terena ne spreminja. Hkrati je pa to tudi v bistvu nekako na robu vasi, kar pomeni, da je tudi v bistvu nekako ta zelo pomembna veduta na to vas. Zato smo tudi v bistvu nekako želeli imeti dvokapno streho, nekako neravnen. Kot arhitekt gotovo ni to vaš prvi projekt in ste sodelovali že z veliko izvajalci. Kje ste pa našli izvajalce za ta projekt? Nekako ja, tako kot mi, v bistvu glede na to, da smo arhitekti, že sodelujemo z različnimi izvajalci. Veliko del v bistvu na tem objektu smo pa v bistvu upravili sami v lastni režiji. In koliko časa je potem trajala gradnja? Gradnja je trajala 2 leti, tako da v bistvu smo relativno kar zadovoljni, da je šlo tako gladko skozi. Ko smo danes prišli k vaši hiši, prva stvar, ki je padla v oči, je ta nenavadna fasada. Katere materiale ste dali? Na streho objekta v bistvu smo dali valovito kritino in smo jo v bistvu nekako tudi na krajših stranicah ta kritina preide v fasado. Potem imamo pa nekako na južni strani nek sistem servisnih prostorov. Za potrebe lope smo zasnovali drsni sistem vrat, kjer smo pa uporabili v bistvu žgano, to se pravi opažne plošče, ki smo jih žgali po japonski tehniki Sousūji-ban.
in pa v bistvu finalno premazali. Tako so v bistvu nekako smrekove opažne plošče, ker smrekov les ni za zunanje pogoje, smo ga s tem v bistvu zaščitili in impregnirani, da je primeren tudi za zunanjo uporabo. Objekt je podolgovatega tlorisa, nekako se vstopa nekje na sredini objekta in nekako vidimo v bistvu najprej to kuhinjsko nišo z kuhinjskim otokom, ki je na koleščkih, da je možno tudi za določene dogodke ta prostor nekoliko prilagoditi. Z tega kuhinjskega dela je v bistvu možen direkten prehod v lopo in iz lope naprej na vrt, preko teh drsnih vrat. Potem pa nekako je jedilnica, ki se lahko tudi odpira na severno stran na to teraso. Potem pa na tem, kako bi rekel, nivojskem prehodu iz kuhinjskega dela v dnevni prostor se v bistvu pojavi ognjišče, ki je v bistvu nekako središče ali pa osrednji del bivalnega prostora. Kaj pa vaš najljubši kotiček tukaj? Meni je kar všeč ta dnevna soba, tako da v bistvu je se tukaj nekako zasnovana tako, da je malenkost v bistvu poglobljena. S tem se v bistvu vzpostavijo čisto neke nove perspektive, bolj žabja perspektiva in v bistvu daje nek drug pogled na prostor. Ja, na severno stran imamo v bistvu večje zasteklitve, ker so v bistvu zelo lepi pogledi na Kamniško-Savinjske Alpe. Na južni strani bivalnega dela vidimo to okno, kjer v poletnem času nikoli svetloba ne pade na zasteklitev. S tem v bistvu preprečimo možnost pregrevanja. Hkrati pa v bistvu to senčenje z napuščem, ki je najbolj primerno za južno sonce. In potem nekako zelo dolg hodnik, kjer je pač tudi zelo ključno, da je v bistvu na koncu tega hodnika na obeh straneh nekako naravna svetloba. Potem je pa nekako to kopalniško jedro, ki ga praviloma mi zmeraj umeščamo v armiran beton. In za kopalnico je v bistvu značilno, da je tudi v bistvu narejeno z ostankov fasadnih plošč. Spalnični prostor je nekoliko nižji in iz spalnice je možen tudi dostop ven na severni balkon, ki po zunanji strani povezuje vse prostore. Za spalnico se nekako nahajata pa še dve otroški sobi, kjer imata pa izkoriščeno tudi nek podest v atiki objekta. Nekako v otroških sobah se nahajata tudi dve južni okni, čeprav so v bistvu pogled na severno stran, je v bistvu severna svetloba difuzna in v bistvu nekako otroci nimajo občutka potem za čas. Te dve južni okni pa nekako v bistvu sta relativno majhni glede na površino, da ni problema s pregrevanjem, hkrati pa v bistvu data občutek za čas, ker v bistvu svetloba nekako potuje po prostoru. Ob hodniku se nahaja servisni pas omar, ki so v bistvu bile tudi izvedene iz ostankov letov in pa v bistvu opažnih plošč. Tlak v pritličju je v večjem delu narejen iz industrijskega tlaka. Gre za betonske tlake, ki so v bistvu glajeni po tem, ko je v bistvu gre za nekoliko gostejši beton, ki se ga potem gladi še nekako 12 ur potem, ko je v bistvu od začetka vgradnje in se ga v bistvu gladi to z gledilci. Je pa zelo pomembno, da se izbere tudi primeren v bistvu premaz. Prvo, kar je za utrditev betona in pa hkrati nekako tudi za finalni sloj, ki v bistvu preprečuje, da bi v bistvu beton vpil razne madeže in take stvari. Tako da se ga je treba površinsko impregnirati. Preko račjih stopnic se povzpnemo v zgornji mansardni del, kjer je prostor manjše knjižnice in šivalnice in z tega prostora se zelo lepo vidi tudi nazaj dol na bivalni del. Danes smo tukaj na lep spomladanski dan, tako da vidimo naravne svetlobe resnično ne manjka. Kako ste pa rešili ostale inštalacije, torej ogrevanje, hlajenje, umetno razsvetljavo? Vse inštalacije so bolj ali manj v bistvu kar razpeljane nadometno, tako da v bistvu smo šli tudi kar s cevnim sistemom za prezračevanje. Na eni strani vidimo dovod svežega zraka in odvod svežega zraka na drugi strani. Prav tako so v bistvu elektroinštalacije v bistvu razpeljane kar nadometno z tole elektropolico. Nekako, kar se pa hlajenja tiče, je pa nekako v bistvu zasnova tudi, sama zasnova objekta taka, da hladimo naravno, tako da v bistvu nekako odpiramo ta strešna okna v mansardi
in se potem v poletnem času v bistvu hladen zrak preko noči v bistvu natoči v objekt oziroma gre topel zrak ven. In ta hlad se potem prime na to betonsko jedro, ki ima maso. To se pravi, beton ima akumulacijo, medtem ko lesena hiša nima. Tako da tudi praviloma mi ponavadi vedno kombiniramo leseno hišo tudi z nekimi betonskimi ali pa opečnatimi jedri. Pri razsvetljavi nismo prav grozno komplicirali, nekako smo v bistvu umestili kar linijske industrijske luči. Tako da v bistvu v objektu se pojavljajo samo dva različna tipa industrijskih luči. Vi tudi kot arhitekt letos sodelujete na festivalu Odprte hiše Slovenije 2025. Kaj vam pa pomeni sodelovanje na tem festivalu? Ja, meni se zdi nekako festival res izjemen z tega vidika, ker se mi zdi, da se odpira navzven. Moje mnenje je, da nekako bi mogla stroka se več odpirati k ljudem in pač nekako tudi reševati probleme ljudi. Kaj je bil pa kakšen največji izziv? Največji izziv v samogradnji je vsekakor organizacija dela, organizacija v bistvu delovnih akcij in v bistvu priprava materialov, kosovnic, delavniških risb. In kako ste v vašem primeru organizirali to samograditeljsko akcijo? Nekako praviloma so dela potekala tako, da je nekako med tednom v bistvu bilo nekako priprava na te akcije, to se pravi, da se v bistvu delali bolj zahtevne detajle in nekaj manjše stvari, za katere je dovolj ena ali pa dve osebi. Medtem ko smo potem na soboto v bistvu nekako je bilo treba organizirati pač neko večjo delovno akcijo. Vi ste na podlagi te zanimive izkušnje napisali tudi tole knjigo Samograditeljstvo. Kaj pa ste zapisali v njej, kaj ste zanimivega ugotovili, kje v bistvu lahko si to zdaj sposodimo in preberemo? Seveda so knjige dostopne po večino knjižnic in tudi v bistvu da se jo naročiti. Nekako po tej neki intenzivni izkušnji samograditeljstva, nekako je ob prebiranju teh raznih člankov na temo samograditeljstva je zmer bila neka taka negativna konotacija do samogradnje. Hkrati je tudi na nek način v stroki zelo negativen odnos do samograditeljev. Meni oziroma nama zanjo Trobec se nam je pa zdelo zanimivo preučevati pač še enkrat ta fenomen, ga pogledati, ker konec koncev v bistvu so bile generacije in generacije v bistvu družin, ki so si v bistvu na ta način reševali svoje stanovanjske probleme. Tako da se je zdelo prav, da se to tudi na nek način na novo valorizira in pogleda z nekimi svežimi očmi. Kot ste omenili, ima samograditeljstvo danes nekakšno negativno stigmo, težko je prositi za pomoč. Kaj bi pa svetovali vsem, ki se bi hoteli lotiti samograditeljstva? Nekako samograditeljstvo je zelo intenzivna in pač naporna izkušnja, vseeno je pa v bistvu na koncu zelo nagrajujoča. Zgraditi si svojo hišo sam je pač nekaj res izjemnega. Je pa vsekakor tako, da je pač prav, da nekako precenite svoje zmožnosti in na nek način v bistvu ne oklevate s prošnjo bližnjih in prijateljev v bistvu za pomoč. Ok, najlepša hvala. Hvala.